Po kratkem pogovoru s terapevtko o tem, kakšne so težave, pridejo na vrsto vajo za možgane. Z njimi mladi uskladijo levo in desno polovico možganov za boljše ravnotežje. Mize v učilnici postanejo ležalniki in obrazna terapija se lahko začne. Zgleda tako, kot da mi pritiskamo, pa krožimo na enih točkah na obrazu in pa masiramo tako globoko na določenih območjih obraza, ki jih mi imenujemo cone. Luka ima težave z branostjo in spominom. Terapevtka spodbudi njegovo živčevje in pretok informacij po telesu. Sem menil črke včasih, zdaj jih več ne menjam, imam boljše ocene. Ker ima vsak izmed otrok drugačne težave, so terapije prilagojene, a rezultati ne pridejo čez noč. Tokrat so se srečali že 11-tič in otroci so napredek že opazili. Pomaga mi pri govornih nastopih, pa kadar sem vprašan, sem vedno imel tremo. Boljše berem, spim, pa bolj razumem besedile. Ja, mi gre pisanje, pa boljše govorim na glas, pa predstavljam stvari. Ob terapiji morajo piti veliko vode in jesti hrano, ki ne vsebuje sladkorja, bele moke in barvil. Za sprostitev pred testi pa jih je terapevtka Nataša naučila posebne tehnike. Tukaj med obrvmi se nahaja ta točka in krožimo na tej točki 10-krat v eno smer, pa potem 10-krat v drugo smer. In ko končamo s kroženjem, držimo prst na tej točki še približno 1 minuto. Za boljšo koncentracijo pa v ušesih drgnemo levo in desno, kar je za naše možgane izjemno sproščujoče.